Zopet naj YouTube kanal praznuje rojstni dan in tako, ker že tradicionalno ti tudi tokrat pokaževa vse najne zmote, behind the scenes, blooperse, skratka, malo te bova nasmejala. Hej ho! Danes smo se zbrali prav posebni priložnosti in sicer najin YouTube kanal Ponč pa Sonč, pa tudi mi dva praznujemo 3. rojstni dan. Ja, tako kot vsak let bo tudi letos mečkam pokomentirala dogajanje na najinem YouTube kanalu, pa seveda malo smo tudi nasmejali nama in najinim prigodam. V glavnem, gremo kar na ta prvo kategorijo, ko se nama nekaj zalomi med snemanjem. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Prva izmed teh dveh stvari je soteska Avakas. Zdaj, samo ena informacija, da navte vi, ker s tem rentalnim avto tam sem drvel in divjal, ker se znate malo zahecati. Tako da najprej nekaj druga, pa grem še enkrat. No, v glavnem, poleg tega, da ne smemo snemati v sobah, smo zvedeli še eno stvar. Ne znam govoriti. Si? Ja. Ne, ker rabam to roko, da govorim. Da govoriš? Rabiš roko, da govoriš. To gre blooper. Ne vem, če vnihaj. Ja, kaj si ti uglašaš, no? Tudi tebi. Skratka, nekaj taga iz vsak dana. Zakaj pa? Čakaj, sproščenega, enostavnega, praktično tak, najin vsak dan. Ja. Do soteske Avakasa boste mogli po zadnji... Do soteske Avaka... A bo? Zdaj pa res. Soteske. Dej rečno. Ja. Do soteske Avakas vodi zadnje 2 kilometra, taka makedanska pot, kakor jo vidite za mano. Danes je sicer mečka manjša dvorana, sva v kulturnem centru, Mladinskem centru. Danes se odpravljava tja, kjer se Belo skalovje spogleduje z morjem. Tja, kjer si roko, pa daj greš. Ja. Zmeri je fajn pogledati nazaj na preteklo leto, tako da dajmo si zdaj pogledati malo statistike in pa kaj vse sva ustvarila v preteklem letu. Lansko let sva objavila 25 videov oziroma vlogov, kar je malenkost manj kot lansko let, ampak z zelo upravičljivim razlogom. Kakor veste, pred potovanjem na Ciper je mene mečkan zdravje pohecalo in kar sem na začetku mislil, da bo sam neka začasna stvar, se je zdaj izkazal, da ne vem, je že skoraj 1 leto tega, pa še ni čist najboljš. Ja. A bo? Ja, če ti ne paše pingo, Ne, nekaj sem zategnil in me kljuje. Stvari, črto čas. In ja, posledično ne morem biti dolgih noči in ur na računalniku in posledično zato tudi vlogov ni bilo toliko. Ampak včasih je kvaliteta veliko bolj pomembna od kvantitete in to se je izkazalo tudi na najinem kanalu. Namreč en video daleč presega vse oglede, kakor sva jih običajno vajena. Ja, video o vojnem letališču Željava ima namreč kar 20.000 ogledov, kar v bistvu za najin majhen kanal pač samo ogromen. No, pa da se nova sam hvalila, dajmo iti na naslednjo kategorijo bloopersov, ki se imenuje... Ja, pogledali si bomo, ko zafrkneš kakšno dejstvo, tako nekaj rečeš, pa v bistvu ni čisto pravilno, ne? Poglejmo. Je pa to zelo strupen jezer, namreč zelo je kisel in v njemu ne živi noben mikroorganizem. Ne noben organizem. Noben živ organizem. In ta del je en izmed teh delov. Sestavljen je bil v originalu iz apnenca in flisa, ampak ker je flis malo manj odporen na vremenske... Fliš. Dober, fliš. Flis je jopa. Ups. Oziroma, če tako potegnemo nekako približno 52 evrov, 51. Za prvi dan sva se odločila, da se zapeljeva do ribiške vasice Marsašlok. Upam, da sem prav prebrala. Pa bo pa kat. Se pravi, prva stvar, zavarovanje za tujino. Midva so ga vzela pri Korisu in je prišel 17 evrov. 13,50 evrov. Ok, 13,50 evrov. Še enkrat ne. 13,50, 17. Pa se je v redu. Popravek.
zavarovanje za trujino 13,50 €, krema za sončenje pa 17 €, pač to res ne vem, kam naj bi drugače dala. V glavnem pa še zadnji strošek je pa kar nekaj, kar sem pozabil, 2 vina za domov, v redu. Glejte to, glejte, kva imam, La Valette. Tale vin smo prišvercala direkt iz Malde. Gremo ga odpriti. A misliš, da se je kaj pokvaril tale vin? Zdaj ga pa že kar nekaj cajta šparava, to bomo mar. Z posebno Priložnost, no, to, se ja. reče, priložnost. Jaz mislim, da je skrajni cajt, da ga odpreva. Na zdravje. Na zdravje, činkolo Činkolo pinkolo. Ja, vsako leto si tudi rada postavljava cilje za naslednjo sezono in lani sva si zadala krhu cilj. Lansko leto, se pravi do lanskega rojstnega dneva, sva okoli sebe uspela nabrati eno tako zelo luškano ponč-sonč družinco, ki pa je štela malo več kot 1000 sledilcev. Lansko leto sva si pa potem rekla, deva biti malo drzna, pa deva si postaviti ful velik cilj in da v enem letu, samo enem letu, nabereva kar 1000 novih naročnikov, torej da nas bo skupno 2000. In ni nama čist glih jasen, kako nama rato, ampak nama je. V bistvu so res od lanskega leta podvojila število in trenutno naša ponč-sonč družina šteje 2103 naročnike. Poleg tega sva sodelovala tudi s čudovitimi ljudmi. V preteklem letu je bil to tudi en izmed ciljev, se pravi, da sodelujeva z drugimi kreatorji vsebin. Ampak več o tem v naslednjem segmentu. Dajmo si zdaj pogledati novo kategorijo bloopersov, ki se imenuje Deleted Scenes oziroma neki kadri, ki niso prišli v vloge. Kjero gremo? Gremo. Kjero gremo? Neko hišo. Kaj sem rekel? Ne, čak se vem, čak je zelo bom tamle prebral, pa bom vedel. Haunted Mansion. Zakleti dvorec, ja, Haunted Mansion, ja. No, dej da povem. Povedali so nam, pa nismo vedeli, stari, povedali so nam 5 minut nazaj, ko smo šli po domnicah, pa nismo se zapomnili. Zdaj vemo, da načeloma jelenov grebenje najbolj poznam po jelenih, po srnicah, ki jih greš lahko hrant, do tega še pridemo. Jaz sem večkrat drugačno taktiko ubrala, ker večkrat naroden je, da najprej božaš na jelenčke, pa ga pa dobiš na krožnik. Tukaj sem jih to obrala, greva najprej pa jaz, pa jih poj boža. Piško, pa kje se ti to vozaš? Gorske vasice. Noro. Zmogu tale v teh lancih. Se pa kar zagana tale Pikachu. Skozi. Sej bo, se bo šlo, a ne? Kaj jamra. Je napreden traktor. Ja, malo roller-coaster je. Tudi veni, da so šlamem nekaj. A bo šlo? Bo. Najmejhen Pikachu. Bogi. Grem prav. Ja? Ej, Ponč, še preden gremo na naslednjo kategorijo, meni je tega zmanjkalo. Jo. Ko sem ga zajel. Nočem ostajati, se vidim v internetu. He didn't really mean for anyone to see he wasn't wearing pants. Na, draga. Radio, veselka radio. Ej, Ponč, kje pa si? Že nehal snimati. Kaj se je skril bombar v omaro? Sicer, ko se v režiji nekaj zatakne, pač jaz nisem kamerman, tu pač glavni kamerman je Ponč. In v bistvu, pol je najhuj, ko me pač Ponč začne bossati around in to si mi ti predlagam to besedo, sploh jo nisem imela. A lahko povem, da smo dobili še komad? Kjer? V mojo dolino. Zdaj smo vstopila v drugo sekcijo gradu. Sam grad je bil razdeljen namreč v 3 sekcije, v prvo, drugo in tretjo. V prvi in drugi... Kaj? Sam grad je bil razdeljen v 3 sekcije, v prvo, drugo in tretjo. Ja, dober, da. Gledaj še enkrat.
Cindy je že malo začela tole temo sodelovanja in sicer v telih klipih, ki so se prej rolali, ste lahko opazili Lucijo Brankar, oziroma bolje poznano kot X-Lucy tam, s katero smo bili tako skup v istem vlogu. Seveda pa ni edina oseba, s katero so sodelovala prejšnje leto. V lanskem letu sva se odločila, da na najin YouTube kanal pripeljava novo kategorijo in sicer tako imenovane popotniške klepete v živo, v katerih povabva v najino družbo tudi druge goste, druge popotnike, s katerimi potem predelamo neko tematiko povezano s potovanji. Tako so recimo gostila dva digitalna nomada, Kristjana in Adriano, ki sta nam razlagala ravno o tem, o digitalnem nomadstvu, o delu na poti, delu v tujini in podobno. Povabila pa sva tudi zelo znano tiktokarko Klaro Lotrič, ki je v lanskem letu kar 4 mesece preživela v Aziji, kot da smo klepetali o tem. V glavnem, teli popotniški klepeti so res super vir informacij za vsakega popotnika, so pa po drugi strani tako, kar težek tehnični zalogaj. Namreč, treba je vse nekako uskladiti in to ni najlažje. In tudi mi dva, Cindy, ki snemava, se kdaj glih ne uskladiva najbolj. Ne veva, kako bi zapeljala video, oziroma gre vsak malo po svoje. Tako da, to je že naslednja kategorija, ko sta Alex in Cindy nesinhron. Ja, Pejmo rajš pogledati. 1 ura čakanja in sva končno v sob. A vam jo pokaževa? A najprej kopalnico pokaževa? Ko je to? Ja. A najprej, samo še enkrat. Vrnila so se nazaj v Pafos in preden se jutri vrneva domov, morava pa še eno stvar malo odkljukati, ne? Ok, odkljukati pa palačen. Ja. Jaz hodim brez Cindy. Prva postojanka za danes je Blue Grotto. Modra jama. Če te zanimajo vse najine zmote iz prejšnjega leta, skoči na najin YouTube kanal in sva Ja, moram jaz. Se pravi, ok. Kaj me boš spet skril? Sva? Ja. Ej ti! Ja, ti, ja. A ja. To, daj ti poj obe dve. Pa daj bolj ti uno. Ja. Ej ti! Ja ti, ja! A ja, se pa še niste malo. Ok, še enkrat. Vsako leto poveva tudi, kam sva se odpravila v preteklem letu. In v lanskem letu imava za sabo kar nekaj čudovitih potovanj. Šla sva na 2 krajša city breaka in sicer v Sofijo, v Bolgarijo in pa v Bosno. Poleg tega pa sva šla na 2 daljša potovanja. Ta prvi je bil Cipar, ki je pač čudovit, fenomenalen otok. Šla pa sva tudi nekam daleč, končno po 2 letih. Ja, v 2022 se je svet začel odpirati in Ponč in Sonc sta to izkoristila in šla čez lužo, ampak tokrat na drugo stran, v Azijo. In sicer v Indonezijo. Tanaja je pač čist prevzela in tudi ko mi čakava, da te vloge začneva z vami deliti. V glavnem pridejo, vsi bi že prišli, pa pač roke, a ne? Ponč je kriv. Jaz sem kriv. Preden pa poveva kaj več o nama, pa si poglejmo še naslednjo kategorijo Behind the Scenes oziroma zgodb iz zakulisja. In tebe tudi. Si treba učiti za kamero. So? Ja. Ok, se pravi, če dam. Čak, ide obe kameri zdaj, da mene snimata. Ja, glej, se ko slepa. Ja, da vidim, kako je z usti. Glej. Da vidim. Jaz sem Cindy. Jaz sem Cindy. Ponč Je pa Cindy. Sonč. Ponč Cindy. Zgledava kot malo motene osebe. Zato sva
si rezervirala en podaljšan vikend v Bohinju. In sicer greva v... Bohinju. Spet Bohinju. Kaj z Bohinjem? Ne, snimaš tako, ker prej so bila tako. Ja, pa obrneš mečkam pred men. Ne, da se celo cesto vidi. Mečkam pred men. Ti si cel noter. Ok, framing hočemo je. Na eni tretjini si. Ok. Iz leve proti desni. Ok. Zdaj ja ne vem, kdo se Ne vem, se pravim, večjih nisem najdel. Sta cute stari, no. V glavnem vas snimaš? Ja, snimam. Nič na svet lučka. Tles na svet lučka. Ok. Ker der se vanga, ker da otroka nazjavaš. Preveč stvari imam za ušesi, pa mi pa kar binglajo dol. Na začetku mislila. V bistvu res je bil tisti šok. Zajebo je cesto. Po 200 metrih zavijte Ne rahlo idi desno. dol. Ja, sem postal. Te imam rad, veš. Ja, saj zdaj ima pa šminko, mi pa dal lupčkov, a ne? Zelo lučka. Ne, v redu je. Hej, go! Ja, pa ne se v Joški gledati. Čak bom tako grdala. A ne? Ja. Abrakadabra. Prakse prejem bo imela še obletnico. Ok. Sama veš, natečen se to veš. Vice jih. Ja, se boš po koncu snimal. A ja. Dajmo si pogledati še kakšno nadgradnjo v tem letu. Lansko leto sva v takem podobnem videu za rojstni dan povedala, da imava enega novega člana družine, nisva pa mislim, da pol v nobenem videu več prav eksplicitno povedala, kdo je ta član. Oziroma, da je to najin Sonik. Ja, vse sva samo malo tako nakazovala, ampak ja, sva investirala v malo boljšo opremo, tako da v bistvu tudi posnetki, ki jih gledate, da so v kakšni 4K resoluciji, da je malo bolj ostro vse skupaj, da lahko snemava tudi, ko je mečkan slabi svetloba. Skratka, da vse skupaj ostane oziroma je prikazano malo bolj profesionalno. Ja, v glavnem, prvič so ga vzela na Kraški rob najnega Sonika oziroma Sonija. Lahko ste gledali vlog po željavi z njemu in pa seveda tudi cela Indonezija je posneta na Soniju, to pa ja, še pride. Pač dobro, no, saj bi si ga želela, da bi ga vzela tudi na Cipar pa še na kakšno drugo stvar, ampak enostavno to je precej težje stvari in glede na moje roke enostavno pač ni šlo. Ej, Ponč, jaz te čist razumem, zato ker od Indonezije dalje imam tudi jaz eno ful dodatno težo na roki. No, toliko nadgradnji v prejšnjem letu, a ne? Drugač pa čistko, sam na hiter. A ste dejansko opazili razliko, ne vem, med GoProjem pa Sonyjem? Dajte napisati spodaj v komentar. No, to pa še ni vse. Še ena stvar je na nov v tem letu in sicer svoj merch imava. Ja, činkolo binkolo prisrčnica. V glavnem, nekaj jih je še na voljo, če bi kdo rad podporil najino delo in najin trud, dajte napisati nama na socialna omrežja in v bistvu z nakupom res podprete to, kar mi dva delava, tako da, ja. Zdaj pa pejmo na naslednjo smešno kategorijo video. Čeprav se sam kraj, se pravi Olimje, omenja šele tam Čeprav se sam kraj omenja šele... Na to šelesti z eno vrečko. Čeprav sam kraj zgodovinski... Čeprav sam kraj Olimje... Ne morem. Kaj greva ven? Ne, se bo... Na postran imaš. Ti si na postran. A jaz povem. Ne, se bo. Čeprav vas Olimje zgodovinski viri omenjajo leta... Ne. Čeprav je vas Olimje prvič omenjena v zgodovinskih virih leta 1208, pa je sam grad tukaj stal že veliko prej. A je bilo to v redu? V redu. Ne, ne morem. Mesto Silema sicer nima Mesto Silema sicer nima nobene peščene plaže, ima pa kar... Še enkrat. Pušči malo razlago. Prav. Sam je bim bam bom.
naprej sem se v bistvu... Da se bo vstalo. Kar smo zagledali enega tazga fajnega. Domači ljubje. Ja, se bo. In dejansko sva se pač povzpela skozi ta zadnji hrib. Mislim, da se nahaja malo manj kot minus 80 metrov nad morjem. Ja. Razno razni te prizori. Sam povem, da sem ga ujel, pa ga vam nesem. Ampak jaz se ne zabavam, pač mi dva živiva čisto skozi intervencijo malo v vasi, blizu gozda in ti fajki so ogromni. No, a si uspel? Ja, sem uspel. Intervencija je uspešna. Jaz se opravičujem, ampak skozi gledati, plat bo na glavo padal, pa tudi ne v redu. V glavnem, res je bilo eno leto vzponov in padcev. No, pa preden si pogledamo še ta zadnjo kategorijo smešnih segmentov, vas vabva, da nama sledite tudi na vseh ostalih socialnih omrežjih. Ja, res sem v bistvu ponosen na to, kar sva zgradila, sploh pač na vseh socialnih omrežjih naj v bistvu spremljate, sploh na TikToku, ne vem, iz 5 evrov so šla v lanskem letu na skoraj 14 evrov sledilcev, kar je, mislim, to so nama čisto nepredstavljive številke. Potrudila se bova, da v prihajajočem letu pripravila še kakšno zanimivo sodelovanje in pa seveda nas čaka tudi ful zanimivih popotniških klepetov z res zanimivimi gosti, ki jih že komaj čakava. Pa v planu imava tudi kakšno ful fajn potovanje. Ja, pa treba si kakšen cilj dati, ne? Kaj zdaj, gremo na 4K, se pravi na 4000 followerjev? Hitro se subscribete, da bo 4000, zjutraj. Ne, pa dobro, daj pojmo na mečko bolj resno noto. V glavnem, na tej točki bi se tudi še vsem zahvalila, ker ste naj v prejšnjem letu spremljali, ker naj boste spremljali še naprej, ker ste res ful pridni, ful nama lepe komentarje spodaj puščate, pumpate z energijo, tako da v bistvu vse, kar lahko rečem, je upam, da bo naslednje leto še bolj uspešno kot letošnjo. Pa predvsem zdravo, a ne Ponč? Ja, zdravo, ja. No, evo, še ta zadnji činkolo binkolo, pa na ta zadnji segment, da se še malo nasmejemo. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo, taj za vas. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau. A te pa zmoto, ali? Ja, vsak izgovor je dober. Ok, nademo. In nadaljujemo z raziskovanjem Cipra. Danes se nahajava v Larnaci in popeljala vas bova na skrajni jugovzhodni del otoka Cipr. A te zebo, ne? Ja. Pobegnila sva deževni Sloveniji, ki je čist cel teden dežno povedan in sva prišla v sončno Malto. Zdaj pa v bistvu greva kar takoj avto prevzeti, kjer nas čaka že prva ovira. Ja, kar naenkrat se je začela dreti. Še nekaj. Ja, bomo počakali, da malo dol pade. Upa, pa tukaj. Odpihnil. Upsi. Piu. Otok Goza se nahaja... Bimam. Kaj iz te skale ta velike ven v bistvu? Pa se naj ju je zalilo. Ok. Ja, sem to prsto. Ok. Bimam.